Naša prva postojanka je v bistvu kamp Bunica. To je blizu Senja. No. Tukaj smo se ustavili, pravzaprav, ko smo se vračali iz Albanije, tako da smo se malo pokopali, pa nekaj smo pojedli. Je pa kamp v bistvu ful majhen, družinski, nima, ne vem, milijon animacije pa nekih igral, ampak nas to v bistvu niti ne moti. Za eno noč bomo dali v high sezoni, se pravi v najvišji sezoni, glavni, 190 kun, no, kar je pa tudi v bistvu v primerjavi z ostalimi kampi na hrvaški polet tudi zelo solidna cena. Zdaj smo v vasi Kuterevo, ki je v bistvu znano po zavetišču za mlade osirotele medvede. Tako da tukaj pravzaprav so prostovoljci iz celega sveta, ki skrbijo za te medvedke in mi gremo pogledat, da vidimo, kako to izgleda. Še ena zelo zanimiva postojanka pa je tudi tole vrelo Gacke, se pravi izvir reke Gacka. Tukaj so bili včasih mlini in v bistvu je res lepo, pa praktično se mi zdi, da zelo malo ljudi ve za tale hrvaški biser sred Velebita, tako da se splača vam iti pogledati. Samo ene par kilometrov stran od izvira Gacke pa smo našli tak v bistvu velik kamp, no. Pravzaprav, ampak čist tak preprost, z nekimi tistimi osnovnimi sanitarijami, ampak je pa ful lepo, velike sence. Nam je lastnik kampa, ki je v bistvu, mislim, da 40 let zelo v Sloveniji živel, pa še živi, no. Nam je prinesel čist domačo slivavico in pa je, da to on čisto vsak večer vsakmu gostu razdeli. Tako da, višlo, na zdravje. Morate prijeti sem. Dobro jutro iz Plitvic. Normalno smo jih šli pogledati tudi mi. Jaz sem bila tukaj po moji osnovni šoli, tako da sem se že dolgo veselila in vedno planirala. No in zdaj nam je končno tudi uspelo. Jaz mislim, da bo tudi Ren navdušen, sploh ker se vozimo potem še z električno ladico in pa z nekim panoramskim vlakom, no, tako da to je tudi kar novo za mene. Se že veselimo na neko novo dogodivščino. Plitvice park si lahko gledamo v bistvu po več pohodniških tur. Mislim, da sta A, B, C, D, različna dolžina je. Pri vsaki, mi smo se odločili za B, tako da imamo, mislim, da okoli 4 km za prehoditi. Noter je pa pol tudi ta električna ladica po jezercu in pa vlak, ki bo pa Ren itak čisto navdušen nad temi stvarmi. Za konec naše poti po Plitvičkih jezerih smo se pa ustavili še v Lički kuči, to je v bistvu čist pri vhodu 1, pri parkirišču, s temi tipičnimi tradicionalnimi jedmi iz Lika regije Hrvaške, tako da pa je, da se res dobro je, tudi izpod peke imajo, če predhodno se to naroči, tako da se že veselimo. Danes spimo v kampu Korana, v bistvu nedaleč stran od Plitvičkih jezer, pravzaprav gre v sklopu tega narodnega parka ta kamp, tako da nismo preveč daleč. Ima vse, kar imajo veliki, ker to je res en ogromen kamp in najbolj zanimivo je to, da sploh ni tistih določenih parcel, ki lahko kampirate. Dejansko se lahko zvozite cel kamp in se odločite, kje boste pustili svoj avto, šotor, ne vem, na hribčku, dolinci, sence je ogromno, WC-ji so veliki oziroma sanitariji so veliki, tudi lepo urejeni, tako da čisto super izbira, če se potikate tukaj okrog in raziskujete ta del Hrvaške. So nam v kampu priporočili še ene par izletov, tako da zdaj si gremo ogledati nek star mlin, potem še Stari grad
Drežnik, stari grad Drežnik je bil prvič omenjen v 12. stoletju, so ga pa v bistvu v 16. stoletju zasedli Turki, no in šele v 17. stoletju so ga uspeli obraniti. So ruševine tukaj, razen tega stolpa, ki pa je popolnoma na novo obnovljen. Ustavili smo se tudi v Smiljanu, to je v bistvu rojstnemu kraju znanstvenika Nikola Tesle, tako da gremo zdaj si vse to pogledati. Tukaj so naredili nekakšen spominski center, v bistvu muzej za njega in malo raziskati gremo zdaj te njegove izume in pa da vidimo, kako so vse skupaj naredili. Na poti iz Gospića do Paklenice smo se ustavili tudi v kampu Rizvanuša. V bistvu je tak simpatičen, nekaj ima bungalovčkov, bazen ima, pol tudi kotiček za žar, kar precej prostora za avtodome. Minus je sicer ta, da pri avtodomih ni sence, no, ampak kljub temu je kar luštna postojanka. Želeli smo iti v Paklenico, no, ampak tam so bili kampi nabito polni. Tako da smo se pol malo vračali proti Karlobagu. Našli smo enega res tak družinski, majhen, simpatičen kempek, čisto v obali, tako da imamo prvo vrsto. Mislim, da bo 25 €, se pravi visoka sezona z elektriko, za vse nas 3. Tako da ful luštna lokacija, gledamo otok Pag nasproti, tako da bomo sigurno še kdaj tukaj. Kačičev govejo juho. Boš jedel? Pa njoke bom jedel tudi. Najvišji vrh na Rabu je Kamenjak, visok je 408 metrov nadmorske višine. Zdaj, če ste face, ne boste tja gor šli s kolesom ali pa peš, lahko greste pa tudi z avtom. Cesta je sicer zelo ozka, tako da če greste zgor z avtom, priporočam, da greste zjutraj, ko je najmanjša gneča. Mislim, da vsi starši vemo, kako dragocena so igrala zgodaj zjutraj. Tako da tukaj v bistvu v mestu Rab imajo res taka ful simpatična igrala, lepo urejena, tudi praktično v samem starem delu mesta skoraj, v tem parku pred njim, no. Tako da zdaj se malo naigramo, potem gremo malo po mestu, dokler ni prevroče in novim dogodivščinam naproti. Tako da, če še niste pa na našem YouTube kanalu naročeni, pa lahko za nadaljne dogodivščine kliknete naroči se, pa boste tudi videli, kam vse se bomo še odpravili. In jaz res upam, da bo naslednje potovanje pa že tisti kombi. Ja, in tudi zelo dobre piškote imajo na Rabu, ne samo rabske torte.